Pred časom sem nekaj vložil, pa je kar lepo lezlo, gor, pa malo dol, pa gor, pa malo dol, zdaj šlo pa malo bolj dol in smo tle ne, večkrat manj celo, kot takrat, ko sem tle prišel, ne. Je to kar naravna zadeva, kar normalna. Ja, lepo je gledati, ko grejo zadeve gor. Ja. Sam enostavno trg ne gre brez tega, da ne bi kdaj doživeli tudi kakega minusa. Jaz v glavnem takrat gledam, ko gre gor, ko gre dol, raj ne gledam, ampak sem zdaj pogledal, no. Tega se je enostavno treba navaditi. Na vseh trgih, ne samo na kripto, tudi na delniškem, na trgu zlata, na nepremičninah. Je pa kriptotrg seveda malo bolj agresiven. In sploh zdaj, koliko časa so mi 3-4 mesece v naložbi. Na tak kratek rok je zelo normalno, da doživimo nek minus, da nam naje tudi glavnico, a ne? Oziroma da zmanjša vrednost glavnice. Tako da prav komot se zgodi, da gremo še kaj nižje. Tako da ostajati miren, ker 90%, 95% investitorjev zgublja sredstva ravno zaradi tega, ker vidi minus, potem pa v paniki prodajajo z minusom in tam se škoda dela. Take rabimo tudi, ne? Se tukaj nam kaj pozna, pol v plus ali ne? Ja, nekdo, ki prodaja z minusom, na drugi strani je nekdo, ki kupuje in tisti pa oblizuje roke. Končno lahko nekaj poceni kupujemo, ne? Tako da seveda, ko se prodaja, na drugi strani mora biti zmeraj kupec. Ja, tisti se veseli. So pa te najbolj veseli kupci zdaj institucije, ki vstopajo v trg in jim je jasno, da je take momente za izkoristiti. Kakšne institucije? Vlada? So velike podjetja, finančne hiše, tako da oni, milijonarji, milijarderi, oni si kar res zdaj oblizujejo prste s takimi popusti, ki jih daje trg. Midva so pa rekla, ne, Franci, investirava za nekaj let, ne za par mesecev. Ja, saj to je. Tako da jaz tako prav sekiram se ne, vprašam pa, ne. Ja. To je bilo tudi, se mi je bilo že od začetka rečeno, da bo šlo dol, pa bo šlo gor, pa sem pa kaj, ampak da dolgoročno gre pa ta krivulja takole, ne. Sicer takole, tik. No, ste si lepo Smo še notle, temne gor. To je bistveno, da ste si to zapomnili, da niste videli samo njih številk, kako boste obogateli, da razumete, da bo treba iti kar čez tudi kakšen malo težji trenutek, tako kot v življenju, ne pride. Ja, ker si moraš čevlje obuti, ne. Ja, ker se treba že zjutraj skloniti, ne. Tako da ja, ta potrpežljivost naj jo bo pripeljala, ampak je super, da ste se obrnili na mene, na nas tukaj v takem trenutku. Saj to je bilo rečeno, da zato ste tle, da kjerkrat pokličemo, če nas kaj skrbi pa to, ne. Tako. Dobro, ampak recimo, zakaj gre zdaj, zakaj je šlo zdaj dol, no? Ali so kakšni razlogi posebni, kako gre to? Mi, ljudje, kreiramo trg in ponovadi, oziroma ne ponovadi, kar tako je, ko trg pada, so to neka negativna, težka čustva, strah, tesnoba, mogoče celo kaj jeze, se pojavlja. In v bistvu, zakaj se je trenutno to zgodilo? Predvsem dogajanje na Bližnjem vzhodu. Dobro, en dejavnik je tudi to, da smo v zadnjih mesecih res šli močno navzgor in da neka korekcija, nek popravek na trgu mora biti, da je to zdravo za trg, ker ne more iti pač samo gor. Morajo biti neke momentalne streznitve. Nam je pa prineslo dejansko predvsem to dogajanje na Bližnjem vzhodu. Ljudje se prestrašimo, kaj se bo zdaj zgodilo v svetu, v neki paniki, predvsem mali investitorji se prestrašijo na trgih. Zaradi tega tudi na dolgi rok več kot 90% izgublja svoje sredstva na trgu, ker se prestrašimo takih dogodkov, začne nekdo odprodajati in potem se kaj en plaz zgodi in dejansko zmeri močnejša čustva vplivajo na nas in pač prodajamo zaradi neke nesigurne situacije, en človek tak, kako jaz, ne, če se ne bi šel nič pozanimati, bi šel kar kaj boš, da dvignemo, ne. Ja, in ker je veliko takih, oni, ki pa so bolj sverzirani, ne, pa so večji, pa so veseli, da on prodaja, da ta pa kupi. Ja, seveda. Več, ko se nečesa prodaja, bolj cena pada, bolj se razrednoti neka cena nečemu, ali pa naj bo to zlato, ali nepremičnina, ali kripto, ali hruška, ali jabolka. Če nekdo zelo prodaja, cena pada. Ampak oni, pa ki je poceni, pa kupijo, pa smo spet. Ja, te veliki, oni ta čustva dajo na stran, saj jih imajo tudi oni, ampak jim je jasno, da morajo iti kontra, da takrat, ko čutijo strahove v sebi,
Pol, ne vem. Kot se to še kaj kupi? Pa mora iti še malo dol Ja. za vas, Franci, da boste... Dobro, Ker glej. takrat, ko vas bo stisnil, pa fajn, Ja. takrat je pa res moment. Ok, to je pa res dober čas za nakup, za dodaten nakup. Ja, Saj smo tudi že prejšnjega zelo dobro zadela. Ja. A so razen teh razmer v svetu za pričakovati kakšni pozitivni vzgibi, da bo pa tu kaj, ne, Ja, razlogi, no. Teh je, mislim, da kar konkretno več kot pa slabih, tako da moramo jih videti, če tudi... Ti jih vidiš, mislim, je kakšen tak, še meni pove. Ja, jih vidimo, predvsem halving Bitcoina. Ja. Bitcoin se rudari Ja. in ga je omejeno število. Predstavljaj si, k zlata v zemlji je omejeno število. Toliko ton se ga da Ja. skopati in to je to. Enkrat ga bo pač zmanjkalo, načeloma. Ja. Bitcoina je tudi 21 milijonov na voljo v obtoku, oziroma se rudari, ga treba kopati. Ne si preveč obremenjevati, kako to izgleda, ampak vsake 4 leta se ta izkop za polovico kar naenkrat zmanjša. Se pravi, če so danes zrudarili 6 ton, lahko zdaj čez en teden bo sem še 3 tone kar naenkrat. Se pravi, pritok novih bitcoinov na svet se bo za polovico zmanjšal. Ja. In dejansko to pomeni, ne, če vzameš nekje ponudbo, na drugi strani se bo povpraševanje viša ali pa ostaja vsaj isto, grejo cene pač posledično navzgor. Na eni strani vidimo, da imamo povpraševanje ogromno, z ETF skladi tudi zdaj se v bistvu ustvarja Bitcoin ETF sklad v Hongkongu, tako da Kitajska, Hongkong, ogromno prebivalcev, ogromno podjetij, institucij, ki bojo svojimi sredstvi pristopili na trg, kjer pričakujemo seveda posledično zelo lepe rasti, sploh zaradi halvinga, ker se bo na drugi strani ponudba novo izrudarenih bitcoinov še zmanjšala. Tako da, kar se tiče Kitajcev, tudi en zelo zanimiv dejavnik, odobrili so jim v bistvu v Hongkongu Ethereum ETF, kar v bistvu daje še eno res lepo potrditev altcoinom, tako da tukaj lahko res pričakujemo en razcvet, predvsem zaradi tega, ker vemo, da Kitajska tukaj je res en ogromen dejavnik v svetu. Njihov BDP v primerjavi z ameriškim, in namreč njihov je kar 18 000 milijard na letni osnovi, v primerjavi z Ameriko 25 000 milijard. In to v bistvu pomeni, kak kapital se lahko začne zlivati zdaj tudi v kriptotrg v bližnji prihodnosti, predvsem zaradi Bitcoin ETF-a, ki so ga odobrili v Hongkongu, in pa tudi Ethereum ETF-a, tako da tukaj nas čaka res kar lep razcvet. To je, kar se tiče bližnje prihodnosti, en zelo pozitiven vidik. Tudi banke največje, UBS v Ameriki, v bistvu... To ni USB. Malo so premešali. Tako kot Ljubljanska banka pa NLB, ne? Tako nekaj je. Ja, tako je, približno. UBS banka v Ameriki začenja v bistvu ponujati ETF sklade njihovim klientom, tako da banke so zraven, finančne hiše, podjetja vstopajo oziroma povzemajo tehnologijo. Saj še moja mami, lej, boš še ti prišla. Še mami manjka, ja. Čeprav zdaj ima pa res dober trenutek, ker cene so približno take kot tam, kjer ste vstopili, Franci. In zdajle v nov mest. tako da naslednjič kar imamo zraven. Dobro, hvala. Prosim.